Tretji obračun proti madžarskemu predstavniku in tretja zmaga. Po Zala Egersegu Dunajvarošu še Džer. Tokrat so Mariborčani slavili 3-2. Toda skozi celotno tekmo so bili kvalitetnejši nasprotnik, Madžari pa so dvakrat prišli do znižanja rezultata tudi s pomočjo madžarskih sodnikov. Ob odsotnosti nekaterih rahlo poškodovanih, Bohar, Zahovič in pa Santi so tekmo spremljali ob strani, so nekaj več priložnosti dobili nekateri, ki so bili manj obremenjeni tudi v teh zimskih pripravljalnih tekmah, med drugim tudi Dino Hotić in Žiga Živko. Med vratnicama pa sta tokrat po polčas dobila Aljaž Cotman in Matko Obradović. Začelo se je s prvim opozorilnim strelom strani Erika Janže. Le nekaj minut zatem so prvi zapretili tudi Madžari. Ob neodločnosti Žige Živka je do priložnosti prišel Kvilitaja, toda Cotman je njegov poskus ubranil. Takoj zatem pa prva uspešna koprodukcija naveze Mendy Volaš. Podal je Dare Vršič, madžarska obramba je obstala, Mendy pa nesebično podal soigralcu v napadu za 1-0. Le nekaj minut zatem je imel Jean-Philippe Mendy sam priložnost, da poviša po lepi individualni akciji, pa je njegov strel zletel mimo desne vratnice. Toda na povišanje vodstva nismo dolgo čakali. Ponovno je bil v vlogi asistenta Dare Vršič, ponovno z desne strani, tokrat je njegova podaja z prostega strela, Dalibor Volaš pa iznajdljivo spretno pred golom za 2-0. Pa sigurno da je lepo zadet, vemo da so priprave, ampak napadalec mora vedno biti pripravljen in danes sem zadel dvakrat, ampak najbolj važno je to, da smo zmagali, da smo imeli res pravo tekmo. Do konca prvega polčasa so Madžari zapretili le še enkrat. Ob slabši podaji Majača nazaj do Cotmana se je vmešal Stevanović, lepo obšel mariborskega vratarja, toda na golovi črti je bil zadnja prepreka Erik Janža. Na drugi strani pa je protinapad sam zaključil Dino Hotić. S skrajnimi napori je izbil madžarski vratar Kamenar. Z 2-0 se je krenilo v drugi polčas in Madžari so z nekaterimi spremembami poskrbeli za nekaj več nevarnosti pred golom Matka Obradovića. Predvsem sveži napadalec Đerđeli Rudolf, najboljši strelec Džera v jesenskem delu sezone, je dvakrat zapretil. Potem pa ob igranju Argusa z roko, čeprav je predtem nad njim bil storjen prekršek, 11-metrovka za Madžare. Izvajalec srečne najstrožje kazni je bil Priskin za 2-1. Tale gol Madžarov, kot da bi prebudil Mariborčane, ki so spet zaigrali nekoliko bolje in najprej poizkus Derviševića z razdalje ni bil natančen. Sledil pa je tretji gol Mariborčanov. Hotić je nadaljeval akcijo s podajo k Tavaresu, ki se je lepo otresel madžarskih branilcev in lepo zaključil tudi madžarskega vratarja za 3-1. To vedno Tava in jaz imamo neko povezavo med sabo. Prav je potekalo zelo dobro in mislim, da bom zelo dobro pripravljen na sezono, kjerkoli bom igral. Vedno čakam na priložnost in jo poskušam najbolje izkoristiti.
Do konca tekme bi se rezultat lahko spremenil tudi še v korist Mariborčanov. Najprej je po podaji Vilerja z glavo zaključil Mendy, toda njegov gol so sodniki zaradi domnevnega ofsajda razveljavili. Potem pa je bil po podaji Tavaresa zelo blizu tudi Martin Kramarič, ki je vstopil v zadnjih nekaj minutah. No, na koncu vendarle ni ostalo pri 3:1, ampak so Madžari prišli še do enega znižanja rezultata, tudi ob pomoči glavnega sodnika z Madžarske. Tokrat je dvoboj na robu kazenskega prostora ocenil za prekršek Ndiaja, ponovno pa je 11-metrovko v gol pretvoril Priskin za končnih 3:2. Mariborčani bodo zadnjo pripravljalno tekmo v Beleku igrali proti srbskem Partizanu.